35 let nazaj, ko sva z ženo Mojco ustanovila podjetje, oziroma takrat obrt v garaži ženinih staršev v Dolenji vasi, in ta Dolenja vas je danes veliko bolj znana po naših skakavcih, prevcih. Kakorkoli, podjetje se je lepo razvilo in po 35 letih podjetje posluje v 8 državah s več kot 200 zaposlenimi. In še ena pomembna zadeva, ko smo leta 2017 razmišljali že, kako bo pa enkrat, ko se bom umaknil iz vodenja podjetja, smo uspeli oblikovati družinsko ustavo, ki je bistveno pripomogla k temu, da je lahko naslednja generacija začela. Zakaj ta uvod? Ker je dobro gospodarstvo temelj socialne države. In mi moramo vzpostaviti duh v državi, kjer se bo delo splačalo, kjer bo znanje in trud nagrajeno. Zakaj znanje? Zato, da mladi ostanejo v Sloveniji. Zato, da talenti pridejo tudi iz tujine. Okolje, v katerem se zdaj nahajamo, pač ni privlačno, pošilja in spodbuja tako posameznike, kot pa podjetja, da zapustijo Slovenijo. Dogajajo se odlivi podjetij in poznamo jih 3 vrste. Eni, ko so državo morali zapustiti zaradi sprejema zakona o čezmejnem opravljanju storitev. Takrat je šlo na Hrvaško, Avstrijo, Nemčijo, recimo nekje okrog 15.000 ljudi do 20.000. Državi je v blagajne, socialne blagajne priteklo 200 milijonov na leto manj. Še danes, še letos jim bomo zaradi tega ob tak denar. Naslednja zadeva je, podjetja selijo vodstva, svoje oddelke v tujino, predvsem dobro plačane službe, ker so bistveno manj obdavčene. Za eno podjetje v lanskem letu smo bili priča eksodusu podjetij z področja IT-ja, tako seveda predvsem tujih podjetij. Plače so dobre in tako se ocenjuje, da med 5 in 10 milijonov pomeni odhode enega takega podjetja. Napovedano selitev pove tudi Petrol. No, v takem primeru govorimo lahko o 10 milijonih. Upam, da se bodo premislili, da bodo ostali, ker je upanje v Sloveniji za boljšo politiko. In še ena iz področja SP-jev in manjših podjetij, mikropodjetij, to pa je selitev v sivo in črno ekonomijo. Enostavno ne zmorejo več. Vsi prispevki so prerasli ponudbo na trgu, tako da enostavno nimajo, so predragi, nimajo več strank. Pa naj se gre za kozmetičarje, frizerje, pedikerje. In ravno zdaj zapiranje teh manjših SP-jev in pa odpiranje delavnic na črno spodbuja nelegalno konkurenco, nelojalno konkurenco in na ta način seveda država samo manj pobira, namesto da bi dala gospodarstvu, da zadiha s celotnimi pljuči, z obema kriloma. In ravno zato najprej za te manjše predlagamo in bomo v prvih 100 dneh uredili naslednje zadeve. 2% za dolgotrajno oskrbo je vse preveč za SP-je. Torej zmanjšati z 2% na 1%, tako kot vsi ostali. Prav tako to velja za upokojence. To, da upokojenci plačujejo danes 1% od zagotovljene pokojnine, to je perverzno dejanje in verjamem, da s tem, ko 650.000 upokojencev skrbi samo za 20.000 upokojencev, ki so v domovih, ker se pravi dolgotrajna oskrba na terenu, na domovih še ni zaživela. In to pred zakonom zopet niso vsi enaki. Zato to nesorazmerje takoj popraviti. Ne gre samo za upokojence, gre tudi za kmete. Pri manjših, to se pravi pri bolniški odsotnosti, moram reči, da SP-ji moramo ponuditi možnost, da odidejo na bolniško v breme ZZZS-ja 7.
dan. Danes odhajajo 35. dan. Med tem časom se morajo preživeti. To so nosilci dejavnosti, nimajo drugega zaslužka. Mogoče imajo kakšen kredit, hodijo do staršev, do prijateljev, se sposojajo denar za prispevke, namesto da bi takrat, ko potrebujejo denar za preživetje, pomagala država. Zato 7. dan za espeje in kmete, za vse ostale 20. dan, delovni dan bolniške. Torej, da pa dvignemo plače, je pa potrebno uvesti nazaj dohodninsko lestvico, ki je veljala pred to vlado. Torej, splošna davčna olajšava se mora dvigniti na 8.000 evrov, kasneje, upam, leta 2029 mora preseči 10.000 evrov po napovedih. To pomeni, da ne bomo imeli več problema z minimalno plačo, to pomeni, da se bo država odpovedala enem majhnem delu davkov na račun boljših neto plač. Mi moramo še enkrat, kot sem začel, poskrbeti za to, da mladi ostanejo v Sloveniji in da tudi tuji talenti pridejo v Slovenijo in na ta način obogatimo dodano vrednost. Brez socialne kapice, razvojne kapice za bolje plačane strokovnjake ne bo šlo. To bomo morali narediti. In verjetno bomo morali poskrbeti z davčno zakonodajo tudi za vse tiste Slovenke in Slovence, ki so veliki športniki, znanstveniki, strokovnjaki, ampak danes rezidentstvo oziroma prijavljeni v Monaku in drugih bolj ugodnih davčnih državah. Zakaj jih ne bi povabili v Slovenijo pod enakimi pogoji? In kot sem dejal, delo se mora splačati. Znanje in trud morata biti nagrajena. Potem pa še bi se dotaknil regionalizacije. Regionalizacija sama po sebi se nam dogaja centralizacija. Če ne bomo na tem področju storili ničesar, se bo teh 140.000 ljudi, ki se dnevno vozi v Ljubljano, samo še povečalo. 140.000 ljudi se v povprečju 3 ure porabi vsak dan na poti v in iz Ljubljane nazaj domov. Kakovost življenja bi bistveno izboljšali z ustanovitvijo pokrajin. Te pokrajine bi lahko prevzele naloge, ki jih danes neuspešno izvajajo ministrstva. Umeščanje v prostor, čakanje po 15 in več let, ko zaprosi mlada družina za gradbeno dovoljenje, mine 15 let in ta mlada družina postane starejša družina, nima več ugodnosti pri kreditiranju. Skratka, rak rana ne samo stanovanj, ampak tudi gospodarskega okolja so prostorski plani, pa če želimo narediti še Slovenijo bolj povezano, potem vemo, da so pred nami tudi veliki infrastrukturni projekti, ampak o tem več seveda kolega Jernej povedal. Poglejte, v naslednjem obdobju od leta 2028 do 2035 nas čaka nova kohezijska politika. Trenutno se o temu že veliko pogovarja v Evropski uniji in smo na stališču, da mora biti kohezijska politika enotna, svoja ovojnica in se pravi kmetijska politika pa tudi svoja. Zato, da ne bo prišlo do razprtij med kmetijstvom na eni strani in občinam oziroma gospodarstvom na drugi strani. Vsi se zavedamo nevarnosti pomanjkanja tega denarja, se pravi znižanje standardov kmetov, podjetnikov in občin, ker nam bo odnesla kar nekaj tega lahko tudi obrambna industrija na nivoju Evropske unije. Ampak z ustanovitvijo pokrajin želimo poleg Ljubljane vzpostaviti centre v Mariboru, Celju, Kopru, Kranju, Novem mestu, zato, ker tudi v teh krajih živijo ljudje, ki se danes vozijo v Ljubljano, ampak so sposobni upravljati delocirana dela od doma oziroma iz recimo določeno ministrstvo, določene agencije lahko mirno preselimo v ta mesta, kot sem dejal.
Na ta način vrnemo pokrajinam mesto, ki so ga že imele. Odgovornost in denar. Denar bliže ljudem, tam, kjer se porablja denar bolj pravično, pošteno in točno namenjeno za projekte. Zato ti projekti morajo dobiti podlago v skupnem načrtovanju prostorske ureditve Slovenije. In pri evropskem denarju, kjer je Slovenija žal med zadnjimi, capljamo pri koheziji, 24 smo od 27 držav Evropske unije, tukaj moramo narediti preboj. To je naš denar, ki je v Bruslu. In ta naš denar moramo potegniti nazaj z dobrimi projekti. Tudi prejšnja vlada je zapustila dobre iztočnice za gradnjo mariborskega UKC-ja oziroma infekcijske bolnišnice, prav tako ljubljanske. Ampak so se te milijoni, 57 približno na vsaki strani, je šlo za druge projekte. In denar, evropski denar, ki čaka, je ostal v Bruslu. Seveda ne vem, ali to nekomu paše, da ni nadzora. Lažje je dvigniti davke za ta denar, to smo bili priča v preteklem letu, seveda tudi letos. Na ta način se je obremenil gospodarstvo, namesto da bi naš denar iz Evropske unije pripeljali za te projekte. To se mi zdi neodgovorno in to bomo zagotovo spremenili. A kako? Digitalizirali bomo vse postopke, kar se tiče ne samo evropskih sredstev, pač pa enotno digitalno platformo, da bo vsak lahko najdel podatke na enem mestu. In digitalizacija je nasplošno naša horizontala delovanja javne uprave. Na ta način bomo lahko posodobili javno upravo in pa pospešili izdajo vseh dovoljenj, ki ga potrebujejo različni projekti. Ta dovoljenja pa ne smejo imeti stika z uradno osebo, ki dovoljenje izdaja, in prosilcem za to dovoljenje. Seveda, tako kot na Evropski komisiji, kjer oddajamo recimo dokumentacijo za projekte, nismo izpostavljeni osebni komunikaciji, ampak pač se pogovarjamo z računalnikom. No, to moramo v Sloveniji uvesti. In mogoče še podatek, da se zavedamo odgovornosti naslednje perspektive, finančne, tako kohezije, kmetijske in obrambne, zato bo nova vlada zagrizla v ta naš denar, zato da bomo v Sloveniji vzpostavili projekte za ljudi. In ko sem že ravno pri digitalizaciji, pa naj napovem tudi to, da imamo v programu vzpostavitev e-volitev, ki se nam bližajo. Ampak te e-volitve ne razmišljati, da bodo pa v celoti, ampak kot poskus, recimo eno omnijo e-volišče, kjer bi vsi tisti, ki bi želeli voliti elektronsko, se napovedali, dobili digitalni žeton in na ta način zagotovili popolno anonimnost in varnost pri glasovanju. Hvala lepa. Zelo sem vesela, da se danes tukaj srečamo na temo našega programa. Naša skupna lista dosega pomembne sinergije na področju gospodarstva, obrtništva, regionalizacije ter tudi infrastrukture, demografije. Slovenska ljudska stranka prinaša v to sinergijo 3 področja. O regionalizaciji smo že nekaj slišali, tukaj pa je še kmetijstvo in zdravstvo. Zdravstvo, to, kar imamo danes, občutimo vsi na lastni koži. Skoraj 150 tisoč ljudi brez osebnega zdravnika. Morda bi kdo rekel, da je to malo, 7%. Ampak to ni malo, ker so noter tudi ljudje, kot so novorojenčki, dojenčki, ki so ostali brez osebnega pediatra. Morda bo kdo rekel, da povišanje čakalnih dob za 70%, da to ni problem. Morda, če ima denar za operacijo v tujini ali pa ima neke povezave, za katere pravzaprav si vsi želimo,
da jih ne bi bilo. To so rak rana našega zdravstva, ki se je v 4 letih Golobovega mandata so ga uspeli spraviti na kolena. Tudi nas kot paciente. Zdravniki, medicinske sestre, zdravstveni kader iz zdravstva odhaja. Zakaj? Zato, ker so sprejeli toliko škodljive zakonodaje, da si zaslužimo zdravstveni delavci z novo vlado drugačno zakonodajo, da bomo lahko bolj svobodno in bolj pravično, solidarno in za dobro medicino poskrbeli za svoje bolnike. In to bo eden prvih ukrepov. Takoj v akcijo za povišanje dostopnosti zdravstvenih storitev, ne glede na to, kje jih kdo opravlja, ne da dobijo povrnjene stroške, če gredo v tujino, če pa grejo k našim zdravstvenim strokovnjakom, pa ne. Plačevanje teh storitev seveda do velike mere določa zdravstvena zavarovalnica ZZZS, za katero je čas, da se prestrukturira, da nam omogoči, da mi, ki smo plačniki, namreč v skupno blagajno plačujemo mi, plačnik naših zdravstvenih storitev ni ZZZS. ZZZS samo naša vplačana sredstva preusmerja k zdravstvenim delavcem, v zdravstveni sistem. In zato je pomembno, da ZZZS za pomočjo umetne inteligence, je to danes tudi mogoče, zelo natančno slediti storitvam, da se nagrajuje storitve, ki so po količini bolje opravljene, kakovostneje opravljene in seveda po prioritetah, ter da vsak od nas prejme, tako kot se za vsako zavarovalnico spodobi, svojo pogodbo. Gre za naš denar. Zaslužimo si v Sloveniji ponovno postati regijski center v širši Evropi, to, kar smo nekoč že bili. Kvartarni akademski center z sodobnimi terapijami. Vprašajte bolnike, onkološke bolnike. Zaslužijo si CAR-T terapijo, zaslužijo si protonski center. Naši poškodovanci z spinalnimi okvarami si zaslužijo sodobno medicino, ki zahteva tudi delujoč HNMP sistem za dispečersko službo. Otroška kardiokirurgija. Nekoč je Slovenija že bila regijski medicinski center in lahko to postavimo ponovno. Poleg tega je seveda tukaj debirokratizacija, uporaba umetne inteligence, ne pa da pravzaprav v današnjem času informacijske hiše prodajajo programe, ki temeljijo na Excelovih tabelcah in klikanju v ambulanti. Zato smo študirali, da zmoremo pripraviti strukturirano anamnezo, klinični pregled in umetna inteligenca zmore tam, kjer podatek nastane, ga tudi analizira, ne pa da se dodatno vnaša na večjih mestih. Zadnjič sem za svojo medicinsko sestro štela, kolikokrat moramo vnesti nek poseg, ki je del preventivne medicine 6-krat. Veste, kakšna je možnost, da se 6-krat vsaj enkrat zmotite? Precej večja, kot če tam, kjer podatek nastane, se ga takoj vnese in uporabi za analitiko. In zato danes mi nimamo pravih podatkov. Točno zaradi tega. Naše zdravstvo je možno urediti, ne bo pa preprosto. Ti ključni ukrepi pa bodo omogočili, da bodo naši ljudje imeli svojega osebnega zdravnika na primarni ravni. Tukaj so nujne spodbude primarnemu družinskemu zdravniku, pediatru in tudi ginekologu. To
je najcenejši način zagotavljanja javnega zdravstva za naše prebivalstvo in je tradicionalno usidrano v Sloveniji z najstarejšim zdravstvenim domom v Lukovici, ki bo letos praznoval 100 let. To je naša tradicija, mi smo to znali pred 100 leti in znamo tudi danes. Kar se tiče kmetijstva, pa vidimo, da nimamo samooskrbe in če nimamo samooskrbe na področju živil, bomo lačni. Brez našega kmeta ni hrane. Lahko zagotovimo do 80% samooskrbe pri ključnih živilih, vendar moramo naše kmete pri tem podpreti. Javna naročila za bolnišnice, šole, vrtce. Zakaj je glavni kriterij najnižja cena? Ali si naši otroci zaslužijo, da jedo hrano, ki pripotuje nekaj tisoče kilometrov daleč, včasih celo preko Atlantika, pridelana na načine, kot jih ne pridelujemo več v Evropi, ker so škodljivi za zdravje? Naši najranljivejši si zaslužijo kakovostno hrano, pridelano tukaj pri nas. To pomeni tudi krajše dobavne verige. Hrana pridelana na dober način, tukaj v Sloveniji, skladno z predpisi in hkrati, ki ne potuje tisoče kilometrov daleč, ne izgubi hranilnih snovi, je bolj zdrava. Odtis, ki ga pušča takšna hrana, ali pa tista, ki potuje preko Atlantika v sporazumu Mercosur, pa je značilno različen in za naše okolje izjemno škodljiv. Naši mladi prevzemniki pravijo, težko je delati, potrebujemo spodbude, drugačno davčno politiko. Zakaj moramo plačevati še dodaten procent za dolgotrajno oskrbo? Zakaj plačujemo nekaj, kar nam ni dostopno? Naši mladi prevzemniki si zaslužijo, da jih podpremo. Zaraščanje naših vinogradov, razni nakupi strateškega ozemlja ob meji, na ta način izgubljamo ne samo prehransko varnost, ampak tudi ozemeljsko suverenost. To ni modro, to je potrebno ustaviti. In potem rak rana naše države, zelo številčen birokratski aparat, ki hromi ustvarjalnost in namesto konkretnega dela zahteva izpolnjevanje papirjev. Tako za zdravstvene delavce, kot tudi za kmete, kot še za koga drugega. Tukaj so potrebne radikalne spremembe in poenostavitve. In tudi to je možno doseči. V Sloveniji nimamo diamantov, imamo pa zaenkrat še pitno vodo, imamo naše gozdove, naš les, gozdno-lesarska industrija do končnega produkta nam lahko prinese kar precej k našemu BDP-ju, če znamo to izkoristiti. Ne pa da najboljše hlode izvažamo. Naši kmetje in tudi mi si zaslužimo, da živimo tukaj na slovenski zemlji, jemo slovensko hrano in tako obstanemo. Zdravstvo in kmetijstvo sta pomembni temi, ki ju občutimo prav vsak dan, od naše mize, ki določa, kako zdravo jemo in kako zdravo živimo, do zdravstvenega delavca, ki poskrbi za nas takrat, ko je težko. In to me pripelje do naše temeljne vrednote. Na naši skupni listi mi živimo do zadnjega dne življenja. Ciniki, zbrani ponekod drugod, pa pravzaprav umirajo od prvega vdiha novorojenčka.
življenje do zadnjega dne z ustrezno podporo uravnava paliativna oskrba. Mi, državljanke in državljani Slovenije, si zaslužimo zakon o paliativni oskrbi in tudi o hospicih. Tukaj je še nekaj popravkov zakonov, ZZVZZ. To so pomembne stvari, ki bodo vplivale pa na pravni okvir, v katerem zdravstvu deluje. Hvala. Drage kolegice novinarke, kolegi novinarji oziroma novinar. Hvala za vašo prisotnost na današnji tiskovni konferenci Skupne liste. Tokrat smo skupaj, ker želimo sporočiti kar nekaj stvari. Ena izmed njih je to, da Slovenija potrebuje spremembo. Slovenija potrebuje politično spremembo. Spremembo, ki je zazrta v prihodnost, ki bo reševala aktualne težave. Ne pa, da se težave kopičijo v Sloveniji. Negativno nas je presenetila včerajšnja novica. Po podatkih Statističnega urada Slovenije je v lanskem letu bil bruto domači proizvod v višini 1,1%, kar je za 0,7 odstotnih točk manj, kot je bilo leto pred tem. In če pogledate krivuljo našega bruto domačega proizvoda v času Golobove vlade, se pravi od leta 2022 naprej, vidite, kako ta krivulja strmoglavlja. In smo pod povprečjem Evropske unije. Slabši smo od tistih držav, ki smo jih še 10 let nazaj spremljali daleč nazaj, danes pa nas v bistvu dohitevajo. In žalosti nas, naprimer, da nas Hrvaška po povprečju neto plače dohiteva. Čeprav je naša bruto plača za 400 evrov višja, kot je bruto plača povprečnega delavca na Hrvaškem, zaposlenega. Kaj nam to pove? To je simptom našega nazadovanja. Simptom tistega nekega časa, ko je potrebno narediti spremembo, tudi v političnem smislu, zaradi tega, da Slovenija dela naprej razvojne preboje. Zaradi tega smo našo koalicijo poimenovali razvojna koalicija, ki gre v smeri razvoja, kar je govoril gospod Lotrič, gospodarstvo, regionalizacija. Tina Bregant, ki je govorila razvoj v zdravstvu, v kmetijstvu, v kulturi življenja. Jaz pa želim sporočiti zlasti področje energetike, infrastrukture, tudi birokracije in demografije. Zelo na kratko. Eno ključnih vprašanj v Sloveniji, okrog katerih bi se mogla poenotiti celotna slovenska politika, je demografija, rodnost. Tako levi kot desni, ampak žal nastavljamo to vprašanje zlasti mi. Kajti lansko leto se je rodilo zgolj 16.000 pa še nekaj otrok, najmanj v zgodovini države. Ampak brez Slovencev ni Slovenija. Je ne more biti. Tisti pa, ki misli, da bomo problem demografske zime reševali z uvozom zgolj in samo migrantov, pa se mora zavedati, da s tem prihaja tudi do kulturnih ali pa preveč kulturnih raznolikosti in s tem tudi medkulturnih problemov. Torej, več moramo narediti v odnosu do veselja do življenja. Zlasti pa dajati pozitivne signale za veselje do življenja. Tudi strani finančnih spodbud ženskam, da se bi odločile za materinstvo. Družinski politiki. V prvi vrsti želim sporočiti stanovanjska politika. Ne pristajam na to, da mlad človek dobi karkoli zastonj. Najemniška, neprofitna socialna stanovanja. Mladi Slovenci želijo imeti lastniška stanovanja, saj po anketah sodeč. Dajmo tem ljudem omogočiti, da dobijo stanovanja po dostopni ceni. Prva stvar, kako, je na način, da spodbujamo uporabo več zemljišč. Degradirana zemljišča ne ratajo zazidljiva zemljišča, da se bo na teh območjih gradilo več stanovanj. Kajti več kot bo stanovanj, več bo ponudba na trgu in nižje bojo cene. Degradiranih zemljišč je pa v tej državi zelo veliko. In s tem bi cene padle. Druga stvar, veste, Slovenija ni le Ljubljana.
Slovenija tudi Maribor, so drugi kraji okrog in regionalizacija je ključna stvar, pa dostopna regionalizacija, ne, je ključna stvar za to, da ljudje kakovostno živijo tudi na podeželju. Tam so pa cene nepremičnin cenejše. In še ena stvar pa je kreditiranje. Ne. Tukaj treba spodbujati kreditno politiko za mlade družine v drugačni smeri. Mladi želijo iti po kredite, jih tudi odplačati. Problem pa je tisti 200-odstotni polog za nakup stanovanja, ki rabiš zraven kredita. Recimo 400 tisoč evrov stane stanovanje, ti moraš dati 200%, je to 80 tisoč evrov, mlad človek tega nima. Kaj je zgodba? Kako mlad posameznik star 28 let od tega denarja? Jaz mislim, da mora tukaj stopiti država, naprimer SID banka, kot porok k temu denarju. Mlad človek rabi višjo neto plačo. Mlad človek rabi višjo neto plačo. Zato splošna dohodninska olajšava za mlade zaposlene mora biti za 2000 evrov višja kot za vse ostale, kajti s tem dobi višjo plačo. In z višjo plačo je bolj kreditno sposoben, večje prejemke prejema, lažje pride do nepremičnine. Torej, demografija je eno izmed perečih vprašanj, ki jih moramo naslavljati celostno. In ena izmed stvari, ki jih želim sporočiti ob tem, je naša ideja. Veste, delo je vrednota, to je govoril gospod Lotrič. Delo je vrednota in mora ostati vrednota. Zdi pa se, da je v zadnjem času, tudi pod Golobovo vlado, v večji meri vrednota postala lenoba, kajti socialni prejemki za tiste, ki ne delajo, so vedno višji. In z minimalno plačo, nekdo, ki ima minimalno plačo, samska oseba, zasluži toliko skoraj, nekaj več sicer, ampak toliko, kot bi skoraj dobil denarja socialnih prejemkov nekdo, ki noče delati. Socialna država ne bo za tiste, ki ne zmorejo. Ki ne morejo. Tisti pa, ki noče delati, ali pa prihajajo v Slovenijo zgolj in samo zaradi naše bogate sociale, gospodje, ta po našem programu nima socialnih transferjev. Tisti, ki noče delati. To gre za socialni turizem. In na račun tega denarja, ki ga prejemajo tisti, ki nočejo delati iz naslova sociale, ne gre ta denar za brezplačne vrtce, za vsakega slovenskega državljana. Že sedaj so vrtci subvencionirani v višini 60-70%. Ampak kakšen dober signal bi bil to mladim, da bi imeli eno težavo odpravljeno, s katero se potem soočajo? Mora biti za drugega otroka. Kajti drugi otrok, če je sočasno v vrtcu, ja, je brezplačno. Če pa ni sočasno v vrtcu, kar po mnenju ustavno sporno, pa ga spet ta ista družina plačuje. Hočem reči eno stvar, da vrtci za takšna stvar, ki si jih takšna država kot je Slovenija lahko zasluži, da so brezplačni in s tem dajemo ne finančne toliko spodbude, ja, tudi finančno spodbudo, zlasti pa signal, da ta država spodbuja kulturo življenja in veselje do življenja. Signal, da je tej državi to skrb. Ok, infrastruktura. Jaz tukaj želim poudariti, tudi kot bivši minister, da sem vesel, da ta vlada, kljub tistim rdečim loparčkam na Trgu Republike, se spomnite, 4 leta nazaj, proti širitvi avtocest, je glasoval tako Robert Golob kot Alenka Bratušek, ko so jih nevladne organizacije postavile prvo vrsto. Ampak kljub temu, da nadaljujejo s širitvijo avtocest in gradnjo 3. pasu Domžale-Ljubljana. Ampak, veste, kaj je problem? Ta simptom, ne bomo več vlagali v asfalt. Glejte, regije potrebujejo ceste. Ljudje potrebujejo povezljivost. Zlasti je to problem na podeželju, da ljudje potrebujejo asfalt. Ne more biti povsod javni promet tako razvejen kot v Ljubljani. Vesel sem tudi tega, da se projekti, ki sem jih začel na Ministrstvu za infrastrukturo, nadaljujejo, da so pred zaključkom. Drugi tir, mislim, da bo za potrebe predvolilne kampanje uradno bil odprt tik pred volitvami, ampak sem vesel, da so to izpeljali, kljub aneksom, ki so v nadaljevanju bili podpisani. 3. razvojna os se tudi gradi, žalosti pa me, da zaradi našega birokratskega ustroja v državi, birokracije, moči nevladnih organizacij,
se blokirajo projekti, kot so tretja razvojna os jug, od Novega mesta proti Beli krajini, da se ne umestijo določeni železniški projekti, kot je drugi tir Ljubljana-Kranj, kot je drugi tir Ljubljana-Kamnik, in da vrsto projektov zaradi tega stoji. Tukaj bo treba moč nevladnih organizacij, ki blokirajo infrastrukturne projekte, bo treba pač odvzeti. Kajti v strateškem interesu države je, da ta država napreduje. Potrebno bo sprejeti zakon, s katerim bomo umestili projekte v prostor, ki so strateškega pomena. Zato, ker drugače moramo napredovati. In med teh projektov je absolutno tudi hitra železniška povezava Ljubljana-Maribor. Da bi z vlakom prišel nekdo iz Maribora v Ljubljano v 1 uri. To je prioriteta, ki se jo moramo lotiti, nujno. Absolutno. Samo gradnja drugega tira nič ne pomeni, če prihajamo potem v zamaške in nimamo obvozne železniške proge okrog Ljubljane. To je druga prioriteta, kar se železnic tiče. Torej, naša infrastruktura mora absolutno slediti gospodarstvu, gospodarskim tokovom in mora biti napredna. In še ena stvar, razširitev vpadnic mora biti v 6 pasovnice. To, kar se dogaja okrog Ljubljane, tudi okrog Maribora, je za ljudi nesprejemljivo. Čakajo in izgubijo s tem čas pa je denar. Torej, v 6 pasovnice mora biti razširjene naše vpadnice. In predlagamo tudi kot neko novost razvoj regionalnih hitrih cest za boljšo dostopnost, varnost in tudi razvoj podeželja. Glede energetike naj izpostavim samo to, da tako kot sem začel umeščanje v prostor drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem, bo naša prioriteta v novi vladi, ko bo ta trojček v tej vladi, začetek gradnje drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem. Električne energije bomo vedno več porabili, vedno več jo bomo potrebovali. Zgolj samo soncem, ki ga zdaj po zimi ni, vetrom, ki ga tudi ni, vsemi ostalimi obljubami ne bo šlo. Potrebujemo močno nuklearno podporo, tukaj pa govorimo o drugem bloku nuklearne elektrarne v Krškem. Mi bomo začeli to graditi. Jaz bi tukaj izpostavil samo še par podatkov glede naše skupne liste. Potem pa zaključim. Glejte, povprečna starost naših kandidatov je 52 let. Na listi je tudi 8 mladih kandidatov do 32 let. 13 kandidatov je tudi nad 65 let. Torej, medgeneracijska solidarnost naše liste. Najmlajši kandidat je Nejc Jagodic, ki kandidira v volilnem okraju Kranj 1 in je pred dnevi praznoval 27. rojstni dan. Najstarejši kandidat je Igor Beguš, ki kandidira v Šiška 3, je upokojeni projektant iz Litostroja, dopolnil pa 72 let. Na listi je 53 moških in 35 žensk. In želim še to povedati, da kandidira 8 aktualnih poslancev in tudi 6 županov. Znani kandidati so tudi podjetniki, kot so Marko Staroveški, Marko Kajzer, Anže Plevnik, kmet, znan vinar Boris Jakončič, potem pa vrsto županov, ki kandidirajo na naše listi, torej sem že omenil, 6 je tudi županov. Javnosti bolj znani je športni psiholog Matej Tušak, Patrik Greblo, se pravi Stojanauer. Želimo poudariti, da je naša lista najboljša lista s temi ljudmi, ki so se, ne bom rekel, da dali na razpolago, ampak jim je mar za Slovenijo. In za konec še politično sporočilo. Slovenija mora ponovno zadihati s polnimi pljuči. Ena izmed ključnih stvari pri tem pa je ta razvojna koalicija, ki jo predstavlja ta trojček. NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča. Ta trojček je ključ do sprememb v tej državi in oblikovanju drugačne vlade, kot jo predstavlja vlada Roberta Goloba, ki bo Slovenijo porivala naprej, ne pa nazaj, da se utapljamo v povprečju. Kaj v povprečju? Da nas tiste države, ki so nas 10 let nazaj gledali v hrbet, da nas danes dohitevajo. Mi imamo ta trojček zmagovalno mentaliteto.
Veseli smo te energije, ki jo čutimo na terenu, te podpore naših ljudi. In ta podpora se odraža tudi na vaših medijskih raziskavah javnega mnenja, interne so še boljše, ampak gre za stopničke, ki jih bomo zasegli. Bronasto medalja, kot kaže, nam ne more uiti. In ta tretje mesto bo pa tisto, ki bo definiralo, kakšna barva bo koalicija. Desno-sredinska ali takšna, kot jo imamo zdaj, in utapljanje v povprečju. Najlepša hvala. Zdaj pa vaše vprašanje.